Letos je v Kranju potekal že tretji tek za Kranj in obenem tudi memorial Vincenza Draxlerja, ki so se prav na današnji dan 12. oktobra 2018 poslovili od njega na kranjskem pokopališču. Letos se je udeležilo teka za Kranj in memoriala Vincenza Draxlerja 641 tekačev. Tekli so na 3,3 km in 10 km. Pri moških je zmagal Gregor Kustec, pri ženskah pa Maruša Mašera. Jure Košir, promotor, nekdanji alpski smučar, tokrat pa te opazimo tukaj med tekači. Kdaj si pravzaprav začel teči ali danes prvič? Tečem že kar celo življenje in mislim, tek je bil sestavni del mojega treninga, ampak nikoli pa nisem raven bil velik ljubitelj teka. No. Potem pa nekje okrog 40. leta svojega sem se pa resno lotil teka in moram reči, da sem ga vzljubil in sem odtekel tudi klasični maraton 42 km v Berlinu in je bila enkratna izkušnja, tako da zdaj tečem zase, udeležujem se tudi prireditev tekaških, tako da tek je zelo fajna stvar, tek je zelo naravno človekovo gibanje, poleg hoje in treba je pa sicer z glavo, ne tekmujem, ampak pač treniram zase. Ali lahko tudi rečeva, da tečeš hitro, včasih pa počas, tako kot poješ v svoji pesmi? Ja, v bistvu tečem bolj počasno, če sem čisto odkrit, tako da bolj tako moramo reči. Koliko kilometrov boš danes tekel? Bo šel na 10, mislim, da bo šlo, ampak v nekem zmernem tempu. In slišali smo, da celo 3 kroge? Ja, saj 3 krogi so 10 km. No, glede na to, da pa prihajaš iz Mojstra, na tomu krog je pa dovolj tekaških poti, tako da bi lahko treniral, če bi prišel domov. Ja, celotna Gorenjska ponuja ogromno lepih tras za teč. Mislim, to je ena prednosti, ki jih imamo v Sloveniji, da imamo resnično lepo naravo, zelo blizu mest, kjer živimo in to je super stvar. Tokrat si promotor te prireditve, teh za Kranj in pa memoriala Vincenza Draxlerja. V bistvu moj dober prijatelj, Gregor Stojanovič, bivši smučar, soreprezentant v mladinskih vrstah, je eden izmed organizatorjev tega teka in me je povabil, tako da z veseljem. Poleg tega je pa Kranj mi je pri srcu in Gorenjska mi je vsekakor pri srcu. Zakaj si danes tekel? Za tek, za priznanje, pa da sem dobil priznanje. Za Kranjčkov tek? Ja, za Kranjčkov tek. Kje pa drugače tečeš tudi? Doma, pa sem v Tržiču že enkrat tekmoval, isto na teku. Prihajaš iz Tržiča? Ne, Loma. Divjo, si ti tudi tekel za Kranjčkov tek? Ja. Ja, in sicer tudi kje tečeš, doma okrog šole? Ja. Zakaj? 614 je na štartni listi. Ti všeč ta maskota Kranjča? Ja. Mladi predstavniki Kranjčki so tekli. Kaj pa držiš v rokah? Imamo še dobrih 300. Palčka. Aha, je to diploma za uspeh? Ja. Manca, tudi ti si tekla na Kranjčkovem teku? Ja. Kaj pa sicer veliko tečeš, od kje pa prihajaš? Iz Škofje Loke. In katero šolo obiskuješ? Osnovna šola Škofja Loka mesto. Ti je bilo všeč? Ja. Si dobila diplomo? Ne. Matjaž Rakovec, župan mestne občine Kranj, tokrat že tretji tek za Kranj, obenem pa tudi memorial Vincenza Draxlerja. Pa tudi vi ste tekli? Ne samo tekov. Najprej sem šel na pohod in potem še tale tek. Skratka, dobrodelnost. S tem izkazujemo čast in spoštovanje do gospoda Vincenza Draxlerja,
ki je res veliko storil za Kranj, za celo Gorenjsko in tako nadaljujemo tudi njegovo delo. Vi sicer tečete ali samo danes? Najraje hodim, po pravici povedano, in kolesarim, malo manj rad pa tečem, ampak za take dogodke ni problema. Zakaj si ste odločil, da danes tečete? Ja, fajn je teč, no. Se malo rekreiraš. Fajn za noge, fajn, zelo fajn. Koliko kilometrov boste tekli? Tekli bomo na 3,3 km. Eni tukaj šele drugič, ampak jaz osebno že tretjič. Koliko vas je? Prihajate iz Triglava? Mislim, da nas je okoli 20 ali 10, tam nekaj vmes. Ja, to je to. Treniramo vsi skupaj vaterpolo. Kolikokrat si se že udeležili teka? Ta let je že tretjič. In koliko kilometrov tečete in za koga? 3,3 za Kranj. Ste se kaj pripravljali na današnji tek? Ne, Sicer tečete samo rekreativno ali kaj drugega? bolj plavamo. Bolj plavate. Kaj je bolje, plavati ali teči? Plavanje je meni osebno boljše. Lepo vsem skupaj želim čim več osebnih rekordov in prijeten tek po ulicah Kranja. Hvala. Hvala lepa gospodu predsedniku Tomažu Kukovici. Ja, župan pa ima polne roke dela. Odšteval bo, z vami bo tekel na 3,3 km, tako da smo veseli njegove družbe, ampak pravi, da bo vse uredil tako, kot je prav in dal tudi uradni znak za štart. 4, 3, 2, srečno! Srečno seveda vsem, tudi županu Matjažu Rakovcu, ki je sedaj odvrgel štartno pištolo in pohitel med tekače. Lepa številka sedaj vseh, ki so nastopili in boste tekli na... Predsednica fundacije Vincenza Draxlerja, Nada Bogataj Kržan, tretji tek za Kranj, obenem pa mineva leto dni, odkar ste se poslovili od velikega dobrotnika gospoda Vincenza Draxlerja. Tako je, letos smo se odločili, da združimo dva teka, županov tek in tek za Kranj v tek za Kranj Memorial Vincenza Draxlerja. Zelo smo zadovoljni, da nam je to uspelo, glede na to, kako veliko število tekačev se je odzvalo tako na tek kot na pohod Vincenza Draxlerja. S tem so tudi ljudje skupaj, s tem smo dokazali, kako znamo ceniti vse tisto, kar je gospod Draxler v 18 letih daroval za Kranj, za ranljive skupine, za fundacijo Vincenza Draxlerja in njen razvoj in socialno podjetje, v katerem danes se lahko pohvalimo, zaposlujemo 26 oseb, od tega 19 invalidov in bivših odvisnikov. Postavil na noge tudi nov reintegracijski center v Križah pri Tržiču. No, reintegracijski center, program izvaja Center za socialno delo Gorenjske, medtem ko v delavnicah socialnega podjetja pa izvajajo delovno terapijo udeleženci ali pa ti, ki so v programu reintegracije. Tako da po letu bivanja v domu Vincenza Draxlerja in delu v delavnicah po enem letu, da so sposobni za trg dela in da se lahko zaposlijo. Skratka, veliko je pomagal mestni občini Kranj in ne samo mestni občini Kranj, tudi komu drugemu. Širše celi Gorenjski in če pomislimo, da smo z njegovo pomočjo ustanovili prvo socialno podjetje na Gorenjskem, ki je lahko vzgled številnim drugim tudi po Sloveniji, ne samo na Gorenjskem in v Kranju. Trejši zaenkrat so tole še neuradni rezultati, ampak vseeno, bravo Rok. 10:31 na prvem mestu je Rok Markl. Rok Markl, kako je bilo na poti? Počutil sem se odlično, glede na to, da sem bil zdaj 14 dni brez treningov, ker sem imel pač virozo. Tako da občutki so bili dobri, da sem spet lahko končno vrnil na treninge in mislim, da je bil to samo en dober trening. Veliko treninga. Kakor sem rekel, sem zdaj 14 dni počival in sem bil brez treninga, prej pa kar dost, ker sem imel še sezono po počitnicah, tako da treninga je bilo kar dost. Ja.
Ta trasa ali una na Brdu? Bolj mi je všeč čisto na Brdu, mislim, da zaradi narave, ker je zelo lepo. Tako da ja, tista je boljša. Je težje teči, če je vreme lepo ali če je bolj oblačno? Seveda je lepše teči, če je vreme lepo, tako ker je danes sončno, temperatura lihta prava, ni nobene vlage, ni pihal, tako da danes je popolno za laufati. Maruša Cijandorkič, prva med ženskami, je bilo veliko treninga. V bistvu treniram atletiko, tako da sem v bistvu že na treningih veliko, v bistvu se pripravljala. Ne vem, na to tekmo sem hodila kot neka predpriprava na Ljubljanski maraton, tako da proga mi je bila zelo všeč, tako da sem zadovoljna. Kako je bilo pa na poti, je bilo naporno? Ja, v bistvu glede na to, da sem šla to progo že dvakrat česa, ne sem jo že poznala, tako da ni mi bilo toliko naporno, ker sem že vedela traso, tako da. Je lažje teči v lepem ali v oblačnem vremenu? Definitivno v lepem vremenu, tudi boljše vzdušje, tako da sem zadovoljna. Čestitke. Hvala. Tole pa je zmagovalec teka na 10 km, Gregor Kustec! Gregor Kustec, vi prihajate iz Škofje Loke, prvi ste na tem čudovitem teku 10 km. Ja, seveda, Škofje Loke prihajam, je pa res čudovit tek, no. Tako da danes je še vreme, lepo naredil eno tako zaokroženo celoto, ampak tako, lep tek po Kranju, kar nekaj ljudi. Super je, ker je dobrodelen, ker veliko otrok teče, veliko ljudi teče samo zato, ker radi tečejo. Potrebno veliko rekreativnega teka, da ste pa lahko prvi. Neuradno na drugem mestu Domen Marš. Ja, tukaj ni rezultat, ni v nekem pomenu. Tukaj smo prišli teč, zato da podpremo neko prireditev. Bil sem pa ta prvi, ker je bila očitno konkurenca majhen slabša od mene, no. Ni bil pa to glavni motiv. Kar velika konkurenca je danes. Ja, številčno ja, je pa res, da prav tistih najboljših rekreativnih tekačev pa danes ni tukaj, no, tako da, ampak v redu je, ne. Čestitke. Ja, hvala. Pa Matjaž Rakovec prihaja, Gregor Župan! Držal je obljubo, nastopil tudi med pohodniki, je že bil znan za štart, je uspel in Matjaž Rakovec je z nami v cilju. Čestitke tudi Županu. Ste zadovoljni, kar 416 tekačev je bilo na štartu. Ogromno tekačev, predvsem pa ogromno obiskovalcev, tudi pohodnikov, tako da vidimo, da Kranjčani in okoličani si res želimo takih prireditev. Tudi tek Kranjček je uspel za najmlajše. Tudi to, res bilo je zelo zanimivo, vsak je dobil nagrado, diplomo, skratka, poskrbljeno za vse. Ste pa danes tudi v družbi številnih promotorjev, športnikov. Tako je, tukaj imamo kar nekaj promotorjev, začenši z Juretom Koširjem kot promotorjem in pa seveda ambasadori športa, kot je Vesna, kot je Tadej, kot je Robi. Fabijan, Emil Tahirović. Emil Tahirović, se upravičujem, ja. Emil, moj kolega plavalec. Ja, skratka, res lepo, da se udeležujejo takih prireditev in to so vzorniki za mlade, za nove športnike. Si je pritekla Nina Katarina Krč na drugem mestu. Predstavnica atletskega kluba Triglav iz Kranja. Bravo, Nina! Nagrado za drugo mesto podeljuje gospod podžupan Janez Črne.
Nagrado podeljuje tudi gospa Nada Bogataj Kržan, predsednica uprave fundacije Vincenza Draxlerja. Tole je druga uvrščena. In še zmagovalko bomo poklicali na oder. Na prvem mestu zmagovalka skupno ženske preizkušnje na 3,3 km, Maruša Brkič-Cijan na prvem mestu. Bravo, Maruša! Čas najhitrejše 12:22 je tekla Maruša. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec podeljuje pručko za najboljšo. Maruša, Katarina in Ana, bravo dekleta! Super nagrade za super hitre punce, bravo! Še enkrat velik aplauz za najhitrejše tri. Bravo dekleta, z aplauzom jih pospremimo tudi z odra. Mi pa bomo začeli z razglasitvijo v moškem delu tekmovanja. 3,3 km moški. Tretje mesto, Jan Skalar na tretjem mestu. Bravo, Jan. Nagrado za tretje mesto bomo podelil naš športnik ambasador Tadej Valjavec, ki je tlakoval uspehe slovenskega kolesarstva z izjemnimi vožnjami na Vuelti, z drugim mestom na Giru, Tour de France, tole pa je tretji uvrščeni Jan Skalar. Njegov čas 11:41 je predstavnik atletskega kluba Triglav iz Kranja. Tudi gospa Nada Bogataj Kržan, predsednica uprave fundacije Vincenza Draxlerja, z nagrado tretje uvrščenemu. Drugo mesto, Ambrož Škofar na drugem mestu. Bravo, Ambrož. Njegov čas 11:13. Še en predstavnik domačega atletskega kluba Triglav iz Kranja, nagrado pa podeljuje gospod podžupan Janez Črne. In še zmagovalec najhitrejši na najkrajši razdalji med moškimi na prvem mestu, Rok Markl. Atletski klub Triglav, čas najhitrejšega 10:31. Bravo, Rok, Ambrož in Jan. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je stisnil roko zmagovalcu in tudi drugovrščenemu Ambrožu in pa Janu. Prekrasne nagrade podjetja Merkur, Žito in pa Erdinger. Najboljši trije z aplauzom pred vami, Rok, Ambrož in Jan. Pa daljša 10-kilometrska razdalja, najprej v ženskem delu tekmovanja, kjer bomo ob koncu podelili tudi prehodni pokal. In sicer na tretjem mestu ženske Stela Stare, tretje mesto. Nagrado podeljuje Jure Košir, promotor teka za Kranj. Na drugem mestu Kristina Bele. Nagrado podeljuje predsednik atletskega kluba Triglav Kranj Tomaž Kukovica. Prav, Kristina. Kristina na drugem mestu s časom 40:59. In še velika zmagovalka daljše razdalje. Na prvem mestu Natalija Mašera. Prav, Natalija. 40:26 pa je bila hitra Natalija na prvem mestu. Še družinski prihod, prekrasno je tole, spremljamo z
zmagovalka Natalija skupaj z najmlajšo, župan Matjaž Rakovec, pa tudi spručko za zmagovalko gospa Nada Bogataj Kržan z nagradami Gorenka, Merkur, Erdinger. Tole so najboljše tri. Natalija Mašera, Kristina Bele in Stella Stare. En aplavz za najbolj vzdržljive in najhitrejše punce. Natalija Mašera, prvo mesto med ženskami, do 10 km. Ste profesionalna tekačica? Ne, rekreativna, no. Pač, zdaj, ob otroku, no, dokaj malo časa, no, za trening, tako da, isto sploh nisem pričakovala, no, da bom zmagala danes. Koliko časa že tečete? Že od otroštva, no, ampak zgolj rekreativno, no. Ste pričakovali prvo mesto? Ne, sploh ne. Tako da, sem presenečena. Tretje mesto. Vas čaka še kakšen tek letos? Pa najbrž še, no. Bomo videli, kako bomo uskladili z otrokom pa partnerjem. Tako da sigurno še gremo na kakšen tek, no. Iskrene čestitke. Hvala. Najprej pa moški skupno, 10 km. Tretje mesto, Pavel Debeljak na tretjem mestu. Nagrade pa podeljuje nagrado za tretje mesto Vesna Fabjan. Dvakratna zmagovalka tekem svetovnega pokala in dobitnica bronaste olimpijske medalje. Vesna Fabjan, Pavel Debeljak na tretjem mestu. Na drugem mestu Domen Marš, atletski klub Triglav Kranj. Bravo, Domen! Njegov čas 33:36, Pavel na tretjem 34:20, tole je Domen Marš. Nagrado za drugo mesto pa bo podelil gospod podžupan Robert Nograšek. Tole so prekrasne nagrade tudi za drugo uvrščenega. Mi pa na oder vabimo še najhitrejšega v teku na 10 km. Izjemnega slovenskega rekreativnega atleta na prvem mestu Gregor Kustec. Bravo Gregor, bravo Domen in bravo Pavel. Gregor z novim rekordnim časom proge 33:03. Najboljši trije pred vami, Gregor, Domen in Pavel. Tako je, prav fantje, roke so v zraku, prekrasen ambient, listje odpada, super, z nasmehi na obrazu. Še enkrat zahvala tudi domačemu foto društvu Janeza Puharja, ki je skrbel za številne odlične fotke po celotni trasi. Na oder vabim najhitrejšo predstavnico v teku na 10 km, Natalijo Mašero. In Gregor Kustec, absolutno najhitrejši v moškem delu tekmovanja. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec bo podelil prehodna pokala, ki bosta dobila svoj prostor v mestni občini Kranj za eno leto. Z njunimi imeni, z napisom Natalija Mašera in Gregor Kustec. Prosimo še župana Matjaža Rakovca, če se pridruži, in seveda tudi podeljevalko, predsednico fundacije, če stopi tudi zraven gospa Nada, kar pogumno. Tole je prava tipska preizkušnja, vsi so zbrani na najvišji stopnički, lovira ravnotežje. Super, hvala lepa!